Lepo pozdravljeni. V pripravah na volitve je prav, da tokrat spregovorimo samo o gospodarstvu. Tu so namreč številke precej pereče, če verjamemo ekonomistom. Z nami sta Marko Lotrič, predsednik stranke Fokus Marka Lotriča, sicer pa v tej oddaji zastopate cel trojček, to se pravi Fokus, Nova Slovenija, SLS, in pa na drugi strani je Polona Rifl, SDS, kandidirate pa v okraju Celje center. Tako pozdravljeni. Nisem mislila na drugi strani, ampak zraven seveda, ker se vi v mnenjih ne razlikujete tako zelo. Ampak zdaj, če gremo na ekonomiste. Pred časom je dr. Mojmir Mrak opozoril, da bo morala v prihodnje nova vlada najprej opraviti temeljit pregled javnih financ in popraviti vrsto zamujenih priložnosti preteklih let. Gospod Lotrič, kaj bo treba najprej narediti? Najprej dober dan, oziroma lep pozdrav. Res je, jaz sem poslušal dvakrat dr. Mraka, ki nam je razlagal v publiki, kje pravzaprav se nahajamo. In moram reči, da njegove napovedi niso dobre za državo, so pa resnične. Zato nas mora to še toliko bolj skrbeti. Namreč ta javno ali pa makropogled na finance hitro pokaže, da smo sistemsko ne obvladujemo financ na način, da bi pokrivale vse zahteve, ki jih zakoni nalagajo za, državnemu proračunu. Tako da tudi sam osebno sem dobil podatke, da naš proračun v letošnjem letu ne pokriva zahtev zakonov. To se pravi, to sta že dva podatka iz dveh čisto različnih pogledov. To pa pomeni, da bomo imeli strukturni problem, kolikor bomo naprej, predvsem delali na porabi, tako kot se pač zdaj dogaja. Mi imamo preveč eksperimentov. Vsi se spomnimo nazaj 3 leta, ko smo zasuli zdravstvo z enimi 200 milijoni evrov, samo zato, da smo videli, kaj zdravstveni sistem premore. To je bil poskus, ki mogoče, ne vem, da ne bi zdaj bil preoster, ampak nekdo je to zapravil, nekdo je to ukradel, če zelo tako rečem, nekdo je dal možnost, da se to ukrade. Zdravstveni sistem pravzaprav ni nič bolj zaživel, ljudje, čakalne vrste so se nam podaljšale. To je samo na tem področju. Potem področje, recimo, dolgotrajne oskrbe, se nam je zgodil seveda pobiranje denarja, na drugi strani ne servisa. To pa je pomenilo, da se je 140 milijonov nateklo v nek pravijo posebni fond, jaz to ljudi zdaj poslušam, ampak ni tega posebnega fonda, ni. Ta fond so izpraznili in so ga dali v integralni proračun, posodili so ga iz tega fonda. To pa mi vse vemo, kaj to pomeni. To pomeni, da krpajo luknjo v proračunu, zato da se je lahko izvedla v nadaljevanju seveda razni bombončki, čokoladnice in tako naprej. To je samo trackanje denarja. Gospod Rifl, kako vi komentirate, kaj bo treba storiti? Gospod Mrak je opozoril, da gre v Sloveniji za kršenje fiskalnega pravila že kar praktično vsako leto in da bo treba zamejiti javno porabo. Če pogledamo samo, da javna poraba vse skozi raste, sicer podatkov za preteklo leto še ni, ampak mislim, da zna biti že tam okoli 40% slovenskega BDP-ja, kar je izjemno visoka javna poraba. Vemo, da je javni sektor se zelo razbohotil. V času te vlade 277 novih zaposlitev praktično skoraj vsak dan. Sicer je zadnjič minister za finance govoril, da se zaposluje predvsem v sektorjih, ker se potrebuje, se pravi domovi za ostarele in bolnice, ampak tam je tudi zelo velika fluktuacija. Veliko je bilo zaposlenih na ministrstvih, vemo, da imamo kar nekaj novih ministrstev. Ministrstvo za digitalno izobrazbo se misli, da je šlo iz 50 na 250, menda je šlo kar na okoli 300 zaposlenih, s tem, da vemo, da smo zelo neučinkoviti, ker na digitalizaciji nismo naredili nič, tako da mislim, da bodo potrebni rezi
vrčevati predvsem v javni porabi, javnem sektorju, ampak tukaj ne govorim na nekih socialnih pravicah in podobnih, kar nam pač leve stranke vedno očitajo, da želimo ljudi prikrajšati, ampak gre izključno za nepotrebno rabo, predvsem pri javnih naročilih vemo, kakšne imamo izgube, tire preplačujemo 4 do 5 več kot sosedi, medicinsko opremo preplačujemo, po drugi strani smo nekakšni božički Balkanu, Ministrstvo za zunanje zadeve razdeljuje milijone recimo za spodbudanje in za podporo mladim politikom v Bosni, za nakupe električnih avtomobilov v Črni Gori. Mislim, da nismo v takšnem finančnem stanju, da si naša država lahko privošči takšne bombončke. Po drugi strani pa vemo, da ljudje v Sloveniji le ne živijo tako dobro, kot pravi ta vlada. Gledala sem podatke, sicer še niso zadnji za leto 2025, ampak za 2024 za dohodnino. Nekaj manj kot 900 tisoč Slovencev pade v prvi dohodninski razred, kar pomeni, da plača samo 250 evrov dohodnine letno. To pomeni, da imajo Slovenci precej nizke dohodke in žal mi je, da vlada to nekako ne noče dojeti in da je v bistvu še poslabšala finančno stanje vseh Slovencev, čeprav govorijo, da mi podpiramo bogate, to ni res, ker z dohodninskim zakonom, ki smo ga imeli, z višjo davčno olajšavo, bi vsi ti ljudje imeli večje prihodke in bi lažje živeli, ne pa da štejejo evre na blagajnah. Včasih, ko vidimo v trgovini, kakšen upokojenec ne ve, a si lahko kupi mleko, a si lahko kupi kruh in tako naprej. Tako da mislim, da si moramo natočiti čistega vina in da takšna javna poraba, kot jo imamo, je praktično nevzdržna. Ja, tudi Mednarodni denarni sklad opozarja, da slovenski proračunski primanjkljaj glede na trenutne razmere je previsok. Čeprav pa v tej javni razpravi, ki jo imamo, skoraj ni o tem govora. V teh tako imenovanih soočenjih, ker v bistvu ne vem, kaj sploh človek lahko v 10 minutah pove, v bistvu teh podatkov Mednarodnega denarnega sklada sploh ni nihče omenil. Veste kaj, ko se začnemo v številkah pogovarjati, pač ni ideologije. In zelo težko se je zdaj trenutni vladi pač zagovarjati, kam troši. Bil sem na eni drugi oddaji, kjer sem pač jasno povedal, da je trenutno prejšnji teden potekala oziroma pač eno srečanje OECD-ja v Parizu, kjer imamo tudi svoje zastopnike. No in prvo alarmantno sporočilo je pač prišlo točno na način vodenja javnofinančnega stanja v naši državi, tako da so na Ministrstvu za finance in Ministrstvu za MGTŠ-ju, se pravi za gospodarstvo, že dobili opazovalce, če tako rečem, v tem primeru iz Avstrije in Češke, ki sta v okviru OECD-ja prišla opozoriti, da je vlada naredila velike napake in da bo vplivalo to na mednarodni položaj Slovenije, da bo vplivalo tudi na notranje razmere. Tukaj govorimo o teh ukrepih, ki so nam dejansko povzročili deficit. In poglejte, če bi mi uvedli splošno davčno olajšavo, s tem bi mi tistim z nižjo plačo povečali približno pri povprečni plači za 200 evrov plače. Tako smo pa dvigali z minimalno plačo, smo dvigali 7 razredov, smo skompresirali. To pomeni, da danes v proizvodni praktično 50%, celo 65% ljudi dela z enako plačo. Motivacija za delo med ljudmi je na podnu, ampak prav zaradi tega ukrepa. Mi, če bi želeli, moramo dvigniti produktivnost. Produktivnost se pa potem pokaže skozi pač plačo in to, kar sem rekel, splošno davčno olajšavo, pa razdeli od najnižje plače proti višjem. In spet ta ne nagradi tistih visokih plač. Zato moramo narediti tako, kot imajo v tujini, da zmanjšamo oziroma kar ukinemo ta 5. dohodninski razred, kjer je to 50%, in vemo, da zato, poglejte, iz tega razreda dohodninskega, ki je polovico obdavčen, imamo samo še 5% vplačil. Kaj pa to pomeni? 5% tistih, ki so od ljudi v temu najvišjemu razredu. Kaj to pomeni? To pomeni, da so ušli iz Slovenije. To je jasen podatek. In to se samo kaže, da na ta način poberemo manj denarja za državne blagajne in recimo, da to naredimo in pri
strokovnjakih, ki jih potrebujemo, pri mladih, ki jih želimo zadržati doma in pri tujih talentih, ki želimo, da pridejo v Slovenijo, bi morali postaviti to razvojno kapico, to socialno kapico in sicer pri, ne vem, 2,5-kratniku povprečne plače, to pa zato, da se bo znanje cenilo. In vedno mi zdaj govorimo o nečem in ključna poanta je, delo se mora splačati, znanje in trud morata biti nagrajena. Torej, mi, ko govorimo zdaj samo o znanju, potem tudi o tem trudu je potrebno vedeti, da ljudje ne bodo delali v skrbstvu samo zato, da, ne vem, delajo na etični pogon. Oni delajo resnično z veliko srca, vlagajo v ljudi, jih oskrbujejo, samo če ne bodo imeli primerne plače, tudi teh ljudi ne bo več. Zato sem prej rekel, splošna davčna olajšava za nižje plače, potem ukinitev tega 5. razreda dohodninskega in enkrat, recimo, to vse naenkrat ne bo šlo, meni je to jasno. Ampak enkrat naprej pa še to socialno kapico, govorim enkrat znotraj naslednjega mandata. Je treba postaviti to našo delovno oziroma to našo zakon o dohodnini na pravo mesto, predvsem, da bomo v krogu, kjer v tej Evropi, da bomo konkurenčni. Jaz si predvsem te konkurenčnosti želim, ne da, gledajte, mene prav zaskrbi, pa to je perverzno. Hvali se trenutna vlada oziroma poslanci na način, da imamo največjo bruto plačo v Evropi. Mislim, a veste, kaj to pomeni? To pomeni, največ ukrademo ljudem. Ja. En zaposleni, ki danes dela, zasluži na mesec 3268 evrov. Ampak to v povprečju govorim. Ampak na račun pa on dobi 1760 evrov. Torej 1500 evrov je davkov in potem, ko v teh 1700 greš v trgovino še 20%, tam zgubiš, na koncu imaš 1400 evrov v žepu bom rekel, za potrošnjo. No in poglejte, zato se mi zdi ključno, a ne, da mogoče v nadaljevanju, no, predvsem bi se rad potem dotaknil obrtnikov, podjetnikov in celotnega gospodarstva. Torej, razložite zdaj to socialno kapico, tudi tu prihaja do precej nerazumevanja. Od katerega zneska zaslužka naprej ne bi več plačevali? Ja, če lahko govorimo o netu, a ne, potem tukaj govorimo nekje tam med 5,5 do 6 tisoč evrov. 5 do 6 tisoč evrov. Če toliko neto dobi človek neto, tako, če nad tem, pa tudi socialna oziroma ta razvojna kapica je stvar dogovora med socialnimi partnerji. Mi lahko se dogovorimo za socialno kapico na prispevkih za zdravstvo ali na prispevkih za pokojnino ali na obeh ali v določenem odstotku. Skratka, mi moramo samo to vedeti, katere ljudi potrebujemo, in na ta način prilagoditi to socialno kapico. Torej, nekdo, ki bo zaslužil več, nekaterih prispevkov, kot bo dogovorjeno, ne bo več plačeval. Ampak moramo najprej vedeti, da bo on za svojih 6 tisoč evrov plačal vse prispevke in to veliko prispevkov. Tako, bo on za 6 tisoč. Kar pa je več, presežek, mu pustimo. Pa mu pustimo, zato da bo on lahko na ta način, kaj bo naredil s tem denarjem. Ne bo šel v oaze davčne, ampak samo mogoče bo si zgradil hišo, si bo kupil neke dobrine, ki jih bo užival v Sloveniji in trošil denar tukaj v Sloveniji. To niso še zmerom ne denari, ki bi, recimo, ne vem, delali kapitaliste, ker zdaj, ko sem ravno menil kapitaliste, lejte, zame je edini kapitalist v Sloveniji pač vlada sama. Nihče ne pobere toliko denarja od ljudi in ga nameni za svoje potrebe toliko brez ljudi. Recimo pokrade, bi lahko rekli, ne? Ja. Mogoče bi jaz tudi dodala pri tej razvojni kapici. Mi smo predlagali, ker razvojna kapica pri SPI že obstaja na približno 8300 evrov, kar pomeni, da tam naprej se pač prispevki ne plačujejo več, tako kot je rekel gospod Lotrič, ali za pokojninsko ali za zdravstveno. Ampak to ne pomeni, da ne plačaš od tam naprej nobenega davka več. Dohodnina te še vseeno doleti, ne? Tako da zdaj, če je ta 5. razred, pomeni 50% dohodnine od tistega še vseeno plačaš. Mi tudi podpiramo, da se ta 5. dohodninski razred ukine in tudi, da se 1. dohodninski razred iz 16% zniža na 10%, zato da bodo pač tisti ljudje z najnižjimi plačami pač lažje preživeli. No, pred leti 20 in več, ko je bil tudi
tudi finančni minister Mitja Gaspari, tega se spominjam, smo vedno govorili, sama sem pokrivala te javne finance, da je približno 86% proračuna že naprej oddanega zaradi te zakonodaje, ki ste jo tudi vi prej omenili. Ampak zdaj je očitno že več kot 100% že praktično je s temi zakoni zablokirano, ne? To se pravi, kako se zdaj rešiti tega, ker mi bomo konec koncev lahko tisto, kar je zdaj zakonsko dogovorjeno, morali nekomu vzeti. Mi imamo, to drži, kar ste povedala. Ja. Še celo, čisto na začetku sem povedal, da določenih zakonskih obvez proračun ne bo mogel izvesti. Seveda ne boste te potrditve slišali zdaj od vladajočih, pa vendarle. Mi imamo vse 4 vire denarja, zagotovo, ki jih trenutna vlada ni znala počrpati. Najprej so to evropska sredstva. Evropska sredstva so, mi smo 24 od skupno 27 držav na počrpanju teh evropskih sredstev. V načrtu za okrevanje in odpornost gre za hvala dejansko prejšnji vladi, zato da je izdelala načrt za okrevanje in odpornost, mimogrede pisala ga je dr. Monika Kirbiš-Rojs, in v tem dokumentu so postavili določene reforme, ki se morajo izvesti, da bo Evropska unija izplačala denar. Med drugim je to plačna reforma v javnem sektorju, malo se spomnimo, potem je tako opevana pokojninska reforma, no, ko smo te reforme, pa to sploh niso reforme, ampak ko smo vse to lahko Bruslu sporočili, da bomo napravljeno, smo dobili zdaj nek denar na račun. Je pa nekaj res. Na področju zdravstva smo imeli v načrtu infekcijsko bolnišnico, tako za Maribor kot za Ljubljano. Od tega v preteklih 4 letih nismo nič drugega slišali. Zdaj pač slišimo, da postavljajo transparent, kaj bojo vse naredili. Poglejte, tukaj so bile sredstva zagotovljene iz evropskega denarja. Ne, rajši so se tukaj vladajoči odločili, da pač koristimo za vse te investicije v zdravstvu, koristimo integralni proračun. Kaj pa to pomeni? Ja, povečati davke. Povečati davke ljudem in potem brez kontrole se lahko razdelijo. To je evropski denar. Druga, vedno govorimo, pa vem, da se malo že ohuljeno sliši, pa vendarle, korupcija, ki se dogaja v Sloveniji, je ocenjena na, se pravi bruto na 3,5 milijarde. Če bi samo ta denar pravilno skozi račune spustili, potem bi od teh 3,5 milijarde se pravi 600 milijonov samo davkov dobili. Če je vse legalno, vse ostalo, pa pustimo to, da recimo danes stane obnova predorske cevi skoraj toliko kot pa izgradnja nove, to se kaže v izgradnji nekih železniških postaj, ki so Novo Gorico samo pogledamo, kako se je prebelila, prebarvala, kako naj temu rečem, da ne bom grob. In ta denar je naslednjih 3,5 milijarde. 3 milijarde zagotovo, to rajše več, to je že zastarel podatek, ki se zgubi v birokraciji. In absentizma imamo za 1,2 milijardi. 700 milijonov da državni proračun, ostal denar da gospodarstvo. To so te viri, to je skoraj pol proračuna, in verjamem, da bi od vseh teh naštetih delov lahko zagotovo nekaj procentov ulovili in nam ni treba nič več pobirati denarja. Mi bomo imeli za ves socialni projekt dosti denarja, za ljudi, ki ne zmorejo delati, za ljudi, ki so bolni, za ljudi, ki so sami. Za vse bomo poskrbeli lahko s tem denarjem, ki je že v toku, in to bomo dodali. Seveda pa tako imenovanega socialnega turizma, po nepotrebnem, se pravi sprejemanja tuje delovne sile samo zato, da si umestijo status tukaj v Sloveniji, potem pa odidejo v tujino, izvedejo še združevanje družine, ki potem sploh ni združitev družine, ker, bom rekel, mož živi ali v Avstriji ali v Švici. No, mislim, take zadeve moramo preprečiti. In v nadaljevanju, če bi mi pravilno, oziroma to je naloga nas, da v nadaljevanju zgradimo tudi to, da upokojenci, ko gredo v pokoj, dobijo polno pokojnino. In potem pa, ne glede na to pokojnino, se lahko zaposlijo pri tem istem delodajalcu ali kjerkoli na drugem področju, to pa zato, da zmanjšamo potrebo po, bom rekel, tuji delovni sili.
po oceni od 650,000 upokojencev bi se 15% ljudi lahko vključilo v to delo. Oziroma govorimo tam nekje med v redu 50,000 in več ljudi, ki bi se prostovoljno vključili v delo in na ta način dobili poleg pokojnine še plačilo v tem podjetju. Poglejte, to bi bilo dobro za tega posameznika, to posameznico, bi pa bistveno spremenili sistem v Sloveniji. Ne bi bilo več tujih ljudi, potrebe po izobraževanju tujih jezikov. Vidimo, da danes albanski jezik praktično prevladuje v šolah, saj v nekih delih, kjer imam jaz to pogled tukaj na Gorenjskem. In to je skrajno nevaren. Mi plačujemo, bom rekel, sistem izobraževanja, mi plačujemo socialo in pa še nekaj vnašamo neko družbeno, bom rekel, neko tujo kulturo. Mi moramo se zadevi postaviti, bom rekel, bolj v temu, povabimo ljudi, ki želijo sprejeti naš način življenja, ki želijo prispevati k naši družbi, jih pošteno plačamo in omogočimo vse to, samo če imamo pa lastne ljudi, če imamo lastne upokojence, najprej je pa treba njim ponuditi delo. Jaz bi tu samo za upokojence res rada še dodala, ker smo iz strani vladnih strank na ta naš predlog dobili kar nekaj ogorčenih komentarjev, da želimo upokojence siliti, da bodo delali to, kar tujci pri nas počnejo, ne vem, pobirajo smeti, delajo v gradbeništvu in tako naprej, sploh ne gre za to. Ta vlada je pač upokojencev prepovedala več kot 90 ur mesečnega dela. Mi pač ne želimo nikakršnih prepovedi, se pravi, vsak se lahko sam odloči, ali želi delati in koliko želi delati, ker mislimo, da te prepovedi pač ne peljajo nikamor. Mi smo zato, da je pač naše gospodarsko okolje čim bolj liberalno, da lahko vsak dela, kolikor hoče, da se odprejo možnosti tudi za mlade, za SP-ji, tudi za študente, da ni to preveč obdavčeno, brez da zgubijo status. Tako da absolutno želimo za upokojence samo to. Vemo, da se upokojujejo ljudje, ki so še vedno fit, aktivni, v 40 letih so zagotovo že izplačali dovolj v pokojninsko blagajno, da je to pravica, ki so si jo zaslužili in da jim potem prepoveduješ delati. In vemo, da nekateri delajo tudi več kot po 90 ur, ampak potem se morajo delodajalci in vsi nekako znajti, da se zagotovi pač tem papirnatim zahtevam, da zagotoviš, da ne kršiš zakon in delajo zagotovo več. Pa ne zato, ker so prisiljeni, ampak zaradi tega, ker pač želijo biti še aktivni v svojem življenju, nekaj prispevati. Vemo, da gre za izkušene ljudi, ki lahko veliko pripomorejo v raznih podjetjih in je škoda, da pač te delovne sile ne bi izkoristili. Vemo, da sicer pravijo, kakšna je pri nas visoka zaposlenost, ne? Seveda je, zaradi tega, ker rabimo delovno silo, ampak zdaj, če pogledam, da malo dotakne razpisov Ministrstva za gospodarstvo ali pa ki jih pač naša vlada daje. V naši vladi prej smo se zavedali, da ni več težava brezposelnost, ampak da je težava dodana vrednost. In zato smo v razpise dajali, da imajo projekti, ki dosegajo večjo dodano vrednost, pač več točk pri razpisu, ker to je tisto, kar nam bo prineslo tudi več davkov, več denarja v naše pokojninske blagajne, da bomo lahko živeli, glede na to, da vemo, da nam demokracija peša. Ne pa, da Demografija. Demografija, pardon. Ja. No pa tudi demokracija. Pa tudi demokracija, ne. Problem pa je, zopet, še bom šla pa naprej, ne, pri obdavčitvi, ki se za podjetja pojavljajo. Vemo, da ima Slovenija zelo majhne investicije v gospodarstvu, sploh v stroje, s katerimi, in pa nove tehnologije, s katerimi se dosega večja dodana vrednost. Dosti niže, kot ima povprečje Evropske unije. In zakaj to? Ker imamo nepredvidljivo gospodarsko okolje. Se pravi, gospodarstveniki ne vejo, kaj bo konec leta doletelo s to vlado, kaj še bodo morali plačati in zato tudi težje se odločajo za kakršnekoli investicije. Tudi zelo demoniziramo zdaj dobiček, češ da je to nek, ne vem, kaj bi rekla, kot hudič v naši družbi, ampak vemo, da je tudi dobiček tisti, iz katerega lahko prihaja do investicij, drugače ne more priti do investicij, ne. In zdaj, če naša država reče, da je treba dobiček zelo obdavčiti in da bo potem država razpolagala s tem našim davkom, ki ga dobijo od podjetij, imamo pa zopet en problem, ne. Se pravi, njihova logika je, da mi bomo gospodarstvu pobrali dobiček, to bo šlo v neko državno blagajno in potem bo Ministrstvo za gospodarstvo ali njihova agencija Spirit naredila razpis, na katera se bodo morala podjetja prijaviti in potem bo en uradnik na Ministrstvu za gospodarstvo odločal, kaj pa je tisto in katerim podjetjem bo razdelil
dobiček od podjetij, ki jim ga je pobral, da bodo oni potem lahko investirali v neke stroje, dodatno opremo, ampak vemo, kaj se zgodi. Katerim podjetjem? Kdo je lastnik? tisti? Tako je. In to dobijo podjetja, ki so se ustanovila malo prej, ki imajo politične povezave in to lahko, namesto da bi pustili neko generično, organsko rast podjetij, ker oni sami vejo, zakaj investirajo, če se jim vse to splača. Ne pa, da morajo potem, mi ti bomo pobrali, potem bomo pa mi povedali, če boš priden, če boš naš, če se boš včlanil v našo stranko. To je absolutno nesprejemljivo in zato tudi naša podjetja bežijo ven. Startupi se rajši ustanavljajo kje drugje. Vemo, da je cela naša okolica, regija postavila drugačne gospodarske okvirje, zato smo nekonkurenčni in zelo nespametno je, da se mi, oziroma naša levica je zelo glasna, vedno rabimo davke, da bo to socialna država, davki. Po drugi strani pa ne pogledajo, kakšni so pogoji v regiji, ker mi postajamo res en tak venezuelski otok sredi Evrope in ukolikor bo šlo tako naprej, to je tudi povedal gospod Mramor, pa vemo, da je ideološko mogoče na kakem drugem bregu, ampak vemo, matematika je matematika, davki so davki, zakon deluje po nekem zakonu narave, tudi zakoni trga delujejo za vse enako, a si ti na Hrvaškem ali v Sloveniji in mi ne moremo prisiliti, da bo zadeva pri nas tekla drugače, če bomo praktično dali gospodarstvu, ne vem, umetno dihanje na koncu, prej bomo pa vse pobrali. Tudi zdaj vidim tele podpore za skrajšan delovni čas, se pravi podjetja, ki so morala izplačati božičnice, so jim na koncu, seveda imajo tudi manjši posel, Ministrstvo za delo in družino in socialne zadeve so jim ponudili neke subvencije, to bo zdaj 5 milijonov je za to planiranega denarja, ne vem, najprej jim pobereš, potem pa daš nazaj oziroma te morajo lepo prositi, pa še potem moraš biti tih. No, tako da mislim, da je to popolnoma nesvobodno gospodarsko okolje, ki je neproduktivno in upam, da bodo gospodarstveniki to tudi na volitvah jasno pokazali. No, zdaj nekaj vprašanj smo odprli, pa tudi obljub. Ne? Prva stvar so, tako da vemo, kaj ljudje lahko pričakujejo. Teh, ki jih je največ, to so upokojenci, več kot 600 tisoč volivcev je. Kaj zdaj oni lahko pričakujejo? Lahko pričakujejo ukinitev pobiranja 1% pokojnine, lahko pričakujejo, da bodo lahko delali več kot 90 ur, ne da bi izgubili pokojnino in pa da mogoče to njihovo delo ne bo še dodatno obdavčeno, tako kot danes je. Delo upokojencev je še posebej obdavčeno. Ne? Torej, kaj lahko pričakujejo? Ja, vse to, kar ste naštela, zagotovo se mi zdi, da obdavčitev pokojnin upokojencev in upokojenk s tem 1%, to je to bomo ukinili, ne glede na to, ker jaz trdim, da je neustavno in nezakonito. Torej, na pridobljene pravice, ljudje so delali 40 let oziroma pač do pokojninske dobe, so dobili odločbo, koliko bodo prejemali pokojnine, danes pa posega ta vlada z zakonom o dolgotrajni oskrbi in vzame 1%. Jaz se bojim pri taki vladi, da se bo spomnil na še enega prispevka, pa bo vzela 100 evrov. Ja, karkoli se bo spomnil. Če zdaj lahko vzame 12 evrov v povprečju, kaj jih pa zadržuje, da vzamejo potem pa 100 evrov, ne vem. Pol penzije vzamejo. Ja, lejte, ampak to je isti način. Zato, mislim, to je treba najprej upokojencem vrniti. Vrniti jim je treba to dostojanstvo, da so v Sloveniji največja skupina ljudi, ki so še kako aktivni v družbi. Zato jim je treba pustiti to pokojnino celo, potem naj se pa zaposlijo na trgu in naj delajo tako, kot oni in delodajalec želita. To je dogovor potem. Samo sploh ta pokojnina, dosežena pokojnina, to mora biti, to je zagotovljena plača, pokojnina. Poleg tega pa on lahko zasluži, zdaj lahko dela 90 evrov, lahko zasluži na leto 11 tisoč evrov, približno tako. Kakšna svoboda je to? 11 tisoč evrov, vnaprej rečemo, da ne bomo dvignili dodane vrednosti. Pa tako se vsi trudimo za to dodano vrednost, ampak če bi hoteli dodano vrednost ustvarjati, potem bi jaz si želel, da bi ti upokojenci zaslužili vsaj 40 tisoč evrov na leto, da se državni blagajni nekaj ostane. No, pogledajte, to je logika. Potem, naslednja oziroma tretja zadeva ste omenila obdavčitev upokojenskega dela. Obdavčitev upokojenskega dela. Glede, to moramo mi spremeniti, da se ne zaposlijo
In potem je to tako, kot je pač zaposlen. Prejema pač plačo z vsemi odbitki, davki, prispevki in tukaj noter ne vidim, mi moramo samo sprostiti in upokojenci, glejte, teh upokojencev je veliko, ki so še danes na vodilnih mestih, ki danes upravljajo izredno strokovne, tehnološke postopke, obvladujejo, tako doma ali pa za tujega naročnika. Jaz ne vem, zakaj jih mi silimo, da potem plačila prejemajo na neke čudne, sigurno pa ne prave načine. Glejte, če se vrnem samički na tale podjetništvo oziroma obrtništvo v zadnjem mesecu lanskega leta se je kar veliko število SP-jev ukinilo, predvsem to za osebno higieno, frizeri, pedikeri. Zakaj? Zaradi tega, ker enostavno niso dobili dela pa niso dobili zato, ker so pač siva ekonomija, črna ekonomija je premočna in znižuje cene. Tako da so vrnili obrt in pa delajo v garažah, delajo v dnevnih sobah. In seveda to ni prav, to ni po zakonu, ampak čisto osebno jih pa razumem, da morajo preživeti, ne morajo dobiti denar za svoje položnice, za svoje otroke in to se mi zdi, moramo še nekaj videti, če si privat in kot si SP, potem ti kar strošek vrtca zelo narase, ker imamo pač tako obremenitev. Pri teh SP-jih je potrebno narediti pavšale po vzoru Avstrije, da ne bom preveč zakompliciral, pomeni to, da lahko na bistveno, bom rekel, bolj jasen način deluješ. To ne pomeni, da bomo mi pobrali manj denarja v proračun. Se vemo, da od normiranih SP-jev poberemo več denarja, kot pa od SP-jev, ki niso normirani, se pravi, ki plačujejo davke od prejetih in izdanih računov. Po stroških, tako. Torej, naslednja zadeva je, da obrtniki in kmetje so danes socialno čist nezavarovan, kar se tiče zdravstveno nezavarovan. 46. dan jim šele začne teči možnost pač plačila iz ZZZS-ja. Ampak preden oni prvo izplačilo dobijo, mine 90 dni. Med tem časom morajo preživeti družino, imajo sami kakšne položnice. Mi predlagamo, da bo lahko šel tak človek 7. dan na plačilo ZZZS-ja. To je izjemno pomembno. Ravno tako kot regresni zahtevki. Regresni zahtevki za obrtnika lahko obrtnika uničijo. Zgodi se namreč lahko nesreča v podjetju. To se nažalost pač dogaja. In potem kakršnakoli malomarnost, večja ali manjša, inšpektorju takoj dokaže, da je to bila malomarnost delodajalca, mora plačati vse stroške zdravljenja, od prihoda reševalcev, reanimacije, obveza, aspirina, karkoli. In potem še to, da zaposleni toži podjetje za življenjsko rento. Tukaj nima druge rešitve ta SP, ker jamči z vsem svojim premoženjem, da zapre še hiša na zadnje, premoženje mu lahko gre. No, to mi moramo preprečiti, ker v primeru, da se nekdo pijan zaleti na cesti, povzroči ne vem kakšne nesreče, gre bos na Triglav, naredi stroške, helikopterske prevoze, te ljudje so vsi zavarovani in zavarovalnica za njih plača v ta isti sklad regresnega zahtevka po primeru do 12.500 evrov. In mi predlagamo, da ohranimo tako obvezo za vse delodajalce. S tem bomo mi to sprostili, s tem bojo ljudje rekli, lahko zaposlujem, ne more se mi zgoditi neka situacija, kjer bom ne zaradi sebe, ampak zaradi drugih propadov. To je na obrtniškem delu. Ko se pa premaknemo med, se pravi, podjetnike, tam, ki imamo pa že zaposlene ljudi, smo pa prej že z gospod Rifel lepo obrazložila, da je treba te dohodninske razrede spremeniti. Moramo mi spremeniti, se pravi, splošno davčno olajšavo. Vse to vpliva na plače, ki so recimo do povprečne plače, spremembo tega 5. plačilnega razreda, pa poskrbimo za to, da so tudi boljše plače potem višjega razreda. O socialni kapici smo pa že povedali. No, in pri podjetnikih je treba še nekaj vedeti, da podjetniki morajo nad 20 zaposlenih imeti enega zaposlenega invalida. Vekolikor ga nimajo, morajo danes 900 evrov na mesec plačati za tako imenovano invalidsko kvoto. Vse lepo in prav, ampak potem je prav, da država pove,
zbrali smo denarja tok in tok, usmerili smo ga v ta invalidska podjetja, zdaj pa ne vemo, ali je tega denarja se zbere preveč, ali se ga zbere premalo, no premalo se ga sigurno ne, drugače bi že zahtevali povišanje in to recimo z minimalno plačo, seveda, ker je vezan na 70% minimalne plače, te stroški naraščajo. In neko podjetje, ki ima 100 zaposlenih, mora imeti 4500 vsak mesec, govorimo o dobrih 50 000 na leto, ki gredo za skrb za socialno državo. Tako da to ni res, da podjetja ne skrbijo za socialno državo, pa še kako skrbijo. No, če se pa premaknemo potem še v gospodarstvo in tuje investicije, tukaj bi pa predvsem povedal to, kar je že prej gospa Rifl povedala o dobičkih. Ni res, da dobički rastejo, kar večkrat slišimo od premierja. Leta 2024 so padli za 1%, v letu 2025 pa še ni podatkov, ampak se je za 200 milijonov pobrali manj davka, kljub temu, da da imamo stopno zdaj 22%, prej smo pa imeli zaradi povišanja, prej pa 19%. Jaz trdim, da mi moramo imeti stopno 15%, tako kot vsi ostali. Davka na dobiček, ker vidimo, da smo s povečanim davkom v državno blagajno prejeli manj denarja. Saj je logično, transferne cene pač vplivajo pri večjih podjetjih, se giblje pač denar tam, kodr je bolj ugodno in zato mislim, da moramo to, se pravi, in dobiček sem omenil in pa moramo predvidljivo, stabilno poslovno okolje z dobro infrastrukturo zagotoviti, zato da bojo tuja podjetja prihajala. Jaz bom rekel, izpostavil podjetje Novartis, Sandoz, Lek, vse v eni skupini, ampak pogledajte, oni res so odlični, okrog 30 milijard BDP-ja Sloveniji naredijo. A se mi predstavljamo, kako smo mi odvisni od enega podjetja. Ampak na tej številki se mi ponovno iščemo kredite za državo. Boniteta je to. Ja, ampak ostalo gospodarstvo, pa žal boste videli oziroma bilance, razen medicine, farmacije, elektro, zavarovalnice, banke, vsi ostali deleč pod nulo delajo danes, nažalost. In teh je 91% teh podjetij, ki prispevajo v BDP in so jim dobički padli 16%. Tako da izključno, tako kot je povedal, energetika, banke, se pravi finančna industrija in pa farmacija nam dvigujejo ta skupni dobiček. Kot je pa povedal, je pa res 193 milijonov manj davka pobranih iz davka od dobička, tako da to zagotovo ni pravi način. Naj se dotaknem samo še pokojnin. Mi smo predlagali, da bi se pokojnine 2-krat letno usklajevale, se pravi z rastjo in z inflacijo, lahko pol, in pa vkolikor pride do preoblikovanja SDH-ja, se pravi v sklad, pa pomeni, da bi tam tudi več lahko dobili od državnega premoženja, od državni proračun in v tem primeru bi lahko omogočili tudi 13. pač pokojnino, ker mislim, da so si jo naši upokojenci zaslužili. Ki bo taka, kot je sicer pokojnina, ne pa dodatek za vse enak, 150 evrov. Ne, mora biti pokojnina kot pokojnina. Tako, ne uravnilovka. Kar se tiče pa SP-jev, so pa bili zelo prizadeti seveda vsi SP-ji, predvsem normiranci, ki, kot je povedal gospod Lotrič, plačajo dosti več davka, kot pa tisti, ki realno vodijo tudi stroške, ker vemo, da stroški se vedno lahko, jih je pač več, tukaj jih nimaš za voditi, zato predlagamo tudi višjo stopnjo, 150 tisoč evrov za polne, 75 za popoldanske SP-je in pa poenostavljena enotna obdavčitev, 60% normiranih stroškov in potem 20% obdavčitev na preostane, kar pomeni realna potem 8% obdavčitev. In absolutno nobenih prepovedi, kdaj se odpre SP, zapre in da se ne sme odpirati. Vemo, da imamo na trgu veliko ljudi, ki imajo sezonsko delo, športnike, trenerje in da jih to omejujemo, seveda je škoda za državo, ker potem se najdejo druge, pač siva ekonomija, ki mislim, da tudi narašča in zato smo proti vsakršnim omejitvam neke podjetniške svobode. Bi pa radi dali tudi še dodaten dohodninski razred in sicer za te športnike. Vemo, da imamo veliko zelo
uspešnih športnikov, ki so svoje račune in tudi svoja prebivališča prestavili v tujino ravno zaradi naših obdavčitev, in to je nad tiste, ki imajo milijon prihodkov, bi bila obdavčitev 10%, ampak za vstop v to, se pravi do milijona, pa bi sicer zmanjšali to obdavčitev, ki je zdaj, ko je približno nekaj manj kot 500 000 evrov, na okoli 370 000 evrov, nekaj takega, nekaj manj kot 400 000 evrov, in to pa bi že mogoče bila tisti znesek, ki bi vseeno pretehtalo, da raje ostanejo doma, tukaj imajo svoj socialni krog, tukaj želijo, da njihovi otroci hodijo v šolo in da bi pač pridobili zopet te davkoplačevalce nazaj, ker moramo vedeti, da, ker sem prej govorila o dohodnini, v najvišjem dohodninskem razredu je leta 2024 ostala samo še 7500 Slovencev in vsak od njih plača letno 43 000 evrov dohodnine, in ti ljudje seveda nimajo potem tudi nič cenej vrtca, kljub temu, da to plačajo. Vemo, da vrtec se zopet gre po teh razredih, in tudi tam nimajo potem nobenih ugodnosti, in mislim, da moramo čim več teh ljudi tukaj obdržati, da bodo pač čim več izplačali, ker ta 5. razred plača 100 milijonov več dohodnine v našo davčno blagajno, kot tisti 1. razred, ker jih je pa 900 000 in nimajo Slovencev. nič od tega praktično. Tako je, nimajo nič od tega. Ampak eno javno finančno vprašanje še za vas, gospa Rifl, vaša stranka predlaga, da bi uzakonili nek nivo, nek odstotek, do koder še lahko obremenjujemo gospodarstvo. Tako, zato mi to davčno sidro v ustavo, se pravi, zato se potrebuje ustavna večina. Kot sem že prej rekla, bomo zdaj prišli približno na 40%, teh podatkov še ni, da me ne bo kdo spet s kakimi dejstvi preverjal. Mislim, da smo tam 36-37% in tam nekje bi se lahko pogovarjali, da se naredi to davčno sidro in več kot te javne porabe ne sme biti. In to je tako kot v gospodinjstvu. Vemo, koliko denarja nam pride noter in to lahko porabljamo. In zato pač potrebujemo čim večjo večino na teh volitvah, ker če ljudje mislijo, da bo več davkov boljše za državo, morajo razumeti, da ti davki bodo pobrani iz njihovih žepov. To ne bodo od nekih drugih ljudi, ker ravno tisti, ki plačajo zdaj že toliko več, se z lahkoto tudi preselijo drugam, oziroma 1 uro na Hrvaško. Tako je. V Avstrijo, tukaj jim ostane kakšna mehna nepremičnina na kakšnega sorodnika napisanega, mislim, mehna karkoli že, ne, in izgublja država. Skratka, rezidenti so več kot 3 mesece drugje, ne, to je ta pogoj, in je zelo da tam enostavno plačujejo davke, tukaj tako, pa ne. tako. Ja. Zdaj, tisto, česar v tej kampanji, kar je tudi zelo zanimivo, ne slišimo, je tako imenovana vitka država. Ne. O tem ves čas govorijo, ampak zdaj pa ne, v tej kampanji. Kar pa pomeni ukiniti Ministrstvo za solidarno prihodnost, vse te neumnosti, ki jih imamo zdaj in vsa ta zapravljanja, ne, zadnji božični dan pred božičem po noči damo za Litijsko 51 iz rezerv proračuna. To se pravi, kaj je treba storiti? Ja, vitka država je zagotovo tista smer, ki bo omogočila, da bomo lahko javno, bom rekel, da bodo državne finance pokrile v prihodnosti, ne v prihodnosti, pač vse naše potrebe. Kje je tu, ko govorim? Poglejte, državna uprava je kar precej stara, če tako smem reči, in bo upokojevanje v naslednjih, recimo, parih letih kar intenzivno. Ne. Mi moramo poskrbeti, da po eni strani, da se na novo zaposluje samo tam, kjer je to res potrebno, in na ta način pridemo do tako imenovane, to je en način do vitke uprave. Drug način, menila ste pač eno ministrstvo, ki je nepotrebno, ki karkoli je naredilo škodo in nepravičnost med ljudmi, to je treba povedati. Mi dva z dr. Moniko Kirbiš-Rojs sva naredila en pregled, pogledala Slovenijo, kaj je možno, Avstrijo in Švico, in po tem sistemu prišla do 10 ministrstev. Se pravi, z vsemi službami, ampak to je res tako, enkrat, ko bomo res vitki, bi to se lahko spustili. Enkrat, ko bomo imeli pokrajine, recimo, ko bomo imeli regije, potem na državni upravi, na nivoju države lahko funkcioniramo. Sam pa trenutno mislim, da smo nekje realno med 12 in 14 ministrstev, ki bodo še zmerom veliko bolj, država bo vitka, kot pa trenutno z 20 in več ministrstvi. Ne samo, da je vitka, ampak tudi je neučinkovita zdaj. En župan, 212 župan in županov imamo in za eno cesto morajo priti 5 ministri. Pa
pa to podajanje kljuke, to je nevzdržno. Zato recimo, poleg tega, da mi govorimo o zmanjšanju, moramo govoriti tudi o delokaciji. Meni je nerazumljivo, da je direktorat za pomorski promet v Ljubljani. Zakaj ne more biti to v Kopru ali pa v Piranu ali kjerkoli? Tam imamo ljudi, ki se spoznajo. Mi smo pomorska država in to v Ljubljani pozabljajo. Ne? Na vprašanje seveda, zakaj to že ni, je pa pač zato, ker je sekretar iz Ljubljane, a ne se vsak dan pelje v Koper. No, če se ostali lahko iz Kopra v Ljubljano, potem verjamem, da bi državni sekretar tudi lahko to v obratni smeri naredil. Vitka uprava, pa sem že prej povedal, pa pomeni tudi regionalizacijo Slovenije. Ne pozabiti, da bi regionalizacija pomenila bistveno zmanjšanje obremenitev na avtocestah. 140,000 ljudi se nam danes vsak dan, tudi sam se vozim proti Ljubljani, migriramo v povprečju 3 ure, ostajamo v kolonah. To nam zmanjšuje ali pa skrajšuje možnost, da se ukvarjamo z družino, z kulturo, turizmom, z družbenim življenjem v kraju. Potem zatrpamo Ljubljano, zaparkiramo, res ni prav, da vemo, da je Ljubljana ena izmed bolj onesnaženih mest s PM10 delci, to pa ravno povzroča promet. Mi bi s to regionalizacijo bistveno pripomogli k razvoju Slovenije, bi lažje počrpali evropska sredstva, bi lažje umeščali v prostor, ker naloga urejanja s prostorom bi dali na pokrajine, izdajo gradbenih dovoljenj pa županjam in županom, zato da, bom rekel, da začne hitrej teči. Recimo zadnji večji projekt, ki ga je naredila prejšnja vlada, zato imam pač podatek, je bila vodovod sistema B v Prekmurju. 10 let se je pripravljala samo dokumentacija, a ne da se je to zgradilo. Vidite, te dolgotrajne postopke mi moramo zmanjšati. Na ta način bo postala država vitka. Mi moramo spremeniti sprejemanje občinskih prostorskih načrtov na raven parih let. Danes to traja minimalno 10, to skoraj ne vem, za katero občina sprejme v 10, normalno pa zdaj postaja žal od 15 do 20 let. In ko sprejemamo plane za mlade družine. Ja, te mlade družine se že postarajo. Ta podjetja, ki so imeli željo graditi po 20 letih, jih ni ali pa so se izselila. Da ne rečem že sama, ja, zato se ljudje izseljujejo iz podeželja. Mi moramo to preprečiti z organizacijo vitke države. S preselitvijo tudi kakšnega, pa ni treba glih ministrstev zdaj seliti po celi Sloveniji zaradi operativnosti. Mogoče tudi kakšnega, zakaj pa ne, za regionalni razvoj v Maribor. Ampak imamo veliko agencij, zavodov, ki so namenjeni reševanju določene problematike, pa ne gre tukaj noter za Triglavski narodni park, ne gre za Prekmurje, za zavarovanje neke reke Mure in tako naprej. Skratka, zakaj bi se to reševalo vse iz Ljubljane? Če se mi organiziramo na način regijskega odločanja, potem je samo po sebi težimo k temu, da bomo bolj vitki. In tukaj noter govorimo na zdravstvene regije, odgovorimo na CSD, se pravi na socialno področje, potem odgovorimo v primerih poplav, teh naravnih nesreč. Vse se dogaja okrog županov in župan trenutno, tako da bi lahko regija poskrbela za, bom rekel, boljše, bolj učinkovito urejanje vodotokov in umeščanje v prostor, sem pa že prej povedal. In to je ključno. V prejšnjem mandatu, moj predhodnik, gospod Alojz Kovšca, je sestavil 60 strokovnjakov in skupino in so pripravili zelo dobre podlage za, bom rekel, nadaljne delo in pripravo zakonov, ki so tudi že obstajajo, vendar je korektno, da mi počakamo, se pogovorimo in potem vložimo. Ne govorimo zdaj o številu, ampak predvsem o nalogah, ki se bodo prenesle. No, med temi predlogi in idejami, ki so res samo ideološke, je tudi ta, ki jo zdaj slišimo od te odhajajoče vlade in nekaterih predstavnikov, predvsem levih strank, da bi tudi recimo zdravstveni prispevek, ki je vmes postal obvezen, čeprav so rekli, da ga bodo ukinili, da bi ga plačevali glede na prihodek. To se pravi, eni več, drugi manj,
Torej, jaz se spominjam še 30 let nazaj, ko je bila ideja, ne vsak plača zdravstveni prispevek glede na svojo rizičnost. Če živim rizično, če kadim, če imam rizične športe, pač plačam, tako kot v vsaki normalni zavarovalnici, večji zdravstveni prispevek. Zdaj pa ne. Zdaj pa bi oni glede na to, koliko nekdo zasluži, vzeli določen odstotek tega za zdravstvo in zdravje. In seveda smo izvedeli tudi to iz izračunov, to je pa pametno, da je zdaj to prišlo na mizo, da skozi bruto prihodek, pa potem prvi bruto, drugi bruto in tako naprej, plača nekdo s povprečno plačo na mesec, mislim, jaz sem bila začudena, 700 evrov za zdravstvo. Dobi pa kaj? 5-letno čakalno vrsto. Saj to je noro, to se mora nehati. Ja, zagotovo. Mislim, da se ljudje sploh ne zavedajo, koliko dejansko plačujejo že iz svojih bruto plač za zdravstveni prispevek, ker pač druge bruto plače nikoli ne dobijo plačilne liste, tisti prvi, ki dobijo, jih pa tudi ne zanima, ne, in tega ne pogledajo. Mislim, da je naša zdravstvena zavarovalnica en socialistični dinozaver, ki dela pač po neki svoji logiki. Ogromno denarja gre noter, sami odločajo, koliko posegov bodo plačali in dejansko ne dobiš tistega, kar plačaš. Tudi ta zavarovalnica bi se morala preoblikovati v skladu z ostalimi zavarovalnici, ki delujejo na trgu, ker bo zagotovo bolj učinkovita. Vemo, kako je bilo prej, sicer je ta vlada ukinila zavarovalnice oziroma to prostovoljno zavarovanje, ki so ga imele druge zavarovalnice. In zavarovalnice praktično oškodovali. Tako, oškodovala zavarovalnice, ker jim je učitala, da imajo dobičke, ker ta vlada je zelo alergična na dobičke. Po drugi strani je pa ugotovila, da zdaj, ko pa sama s tem upravlja, je pa zopet premalo. Ja, zdaj bo spet povišala ta obvezni. Tako, ampak če ljudje mislijo, da je to brezplačno, seveda ni brezplačno in s tem pač ne bomo rešili našega zdravstva. Zdaj, če primerjamo se samo s Hrvaško, vemo, koliko imajo oni prebivalcev, kar precej več kot mi, pa je zdravstvo deluje tako kot pri nas ali pa mogoče še boljše, pa imajo dosti manj prihodkov iz te zdravstvene zavarovalnice, tako da mislim, da je to eno veliki problem odtekanja denarja. Sicer se največ spravljajo sedaj seveda mediji in na zdravnike, ker smo v času preganjanja intelektualcev in tistih, ki pač največ prispevajo k naši družbi. Mislim pa, da je tu največja rak rana dobavitelji, ki pa so očitno povezani z ozadjem slovenske tranzicijske levice in tam se denar odteka, seveda od naših plač, od zavarovalnice, zdravstvene zavarovalnice, katerim plačujemo preko prispevkov, in je to tudi zopet eno veliko leglo korupcije, ki ga bi morali zajeziti tudi s kakšnim novim organom za preganjanje tega kriminala. No, vse organov imamo kar nekaj, ne? Pa ne delujejo, ne? Torej, pravna država, v bistvu, ki je temelj gospodarstva, ne deluje. Ja, začne in neha se z državo, če pade oziroma če imamo pravno državo. Problemi nastajajo povsod pri samih odločitvah, predvsem pa v trajanju, ne, te pravne države. Pravna država sama po sebi ne pomeni samo sodišč, ampak meni se konkretno zdi to, da imamo tožilstvo in znotraj sodstva se mi zdi bolj tako, kot so včasih rekli, kadija sudi, kadija tuži. Ne? Tako da mislim, da je treba tukaj noter najprej res pogledati v ta sistem. Zdaj, ko smo ravno pri tej pravni državi, je pa za gospodarstvo in sicer za delovanje družbe izredno pomembno. Poglejte, mi smo zakon o upravnem postopku, ki je bil sprejet pred kakšnim 2 meseci, smo uvedli tako imenovano fikcijo vročanja. Torej, to pomeni, da je datum, kdaj mi je bila pošta vročena, datum na dopisu. To pa pomeni, da ga jaz sprejmem in v 7 dneh se jaz lahko odzovem, a ne moram prevzeti. Ampak to nikjer ne piše v katerem dnevu. Zdaj lahko sam povem en primer, na kar je pač celotno gospodarstvo opozarjalo, kaj se bo začelo dogajati, to, da si odsoten, a ne? Si odsoten, da si službeno ali si privatno, to pomeni, da v 7 dneh ne moreš nič odreagirati, a ne? In en primer, ki zdaj kaže pač na izgubo 185.000 evrov, zgodilo se je tako, da je podjetje bilo dolžno in seveda ta je izdal zahtevo na sodišče za izvršbo
in namesto, da bi do te izvršbe prišlo, je v tistem trenutku pač z malverzacijo preko srbskega podjetja, ki se seveda sled zgubi, takoj vložil kontra zahtevek za plačilo in pa te osebe ni bilo takrat v podjetju, teh 7 dni je zamudila in je zdaj ta strošek 185.000 evrov morala še enkrat plačati. To pomeni, da pravna država ne funkcionira. Ampak pravna država zaradi predpisa, ki smo ga konkretno v državnem svetu, tudi smo dali veto na ta in še celo se je obetal, da bo prvi veto, ki ne bo enostavno šel čez državni zbor, ampak se je v zadnjem momentu SD premislil in je potrdil in hkrati rekel, da zahteva takoj novelo. No, te novele ni nikjer, ljudem se pa dejansko dela škoda. To je na tisti osnovni ravni. Včasih je sej prišel poštar, pa nam je prinesel in smo podpisali in smo točno vedeli, to je datum, kdaj sem jaz prejel in moram zdaj naprej delati. No, to je sam en primer. Je pa te vitke države, oziroma tega je nekje drugje tudi, z zakoni, ki so pa, prej smo se že dotaknili, zadnji mesec, ne vem, take in take obveznosti. Novembra za december treba izplačati. Je treba izplačati. Glejte, jaz mislim, da sam, tudi kakor sem govoril s podjetniki, ni bil tak problem to izplačati. Saj ima neko podjetje imajo neko rezervo, ki to lahko naredijo, ampak v nadaljevanju se to pokaže, da je to problem. Recimo januarja, februarja, zdaj le marca. To je problem in kje pa oni zdaj dobivajo denar, da bojo to lahko izplačali? Ja, ne plačajo računov naprej in potem, mogoče sem malo nepovezano povedal, ampak ta krog plačevanja lahko tisti, ki izkoriščajo sistem, zdaj s tem zmanjšanjem ali pa fikcijo vročanja, hudo izkoristijo, se pravi, ne plačajo, hkrati pa zahtevajo kar eno plačilo, ki sploh ne obstaja. In to jim gre skozi, ker je s fikcijo vročanja vročeno. Tako, čeprav ni. In zdaj se pa dogaja to, da pač podjetja so finančno, denarni tok se ustavlja, se je praktično podaljšali so se ti roki plačevanja in to je pa nevarno predvsem za mala in srednja podjetja, ker nimajo rezerve, kako potem plačo izplačati. No, ampak recimo ta zakon o splošnem upravnem postopku, ki uvaja fikcijo vročanja, je pomemben tudi na drugih področjih, tudi v osebnem življenju neke fizične osebe. Recimo pride odločba Centra za socialno delo o preživnini, če ta oseba tega ni prejela, kaže pa, kot da je, ker je bilo vrženo pismo v nabiralnik, pomeni, da se ne more pritožiti recimo na odločbo o preživnini. Recimo drug primer, dobi neko gradbeno dovoljenje ali pa zavrnitev gradbenega dovoljenja, pa spet se ne more pritožiti, ker ga ni bilo, in začne tista odločitev veljati. To je zelo širok spekter, pa ne samo ta ZUP, ampak tudi zakon o upravnem sporu ima isto fikcijo vročanja. Ja, to je zagotovo problem in mislim, ne razumem, zakaj niso tega predvideli, kaj so sploh študirali, ker naslednja vlada bo, mislim, da se mogla tega takoj lotiti, ker vemo, da ljudje bodo pač imeli posledice. Jaz bi se rada sam nekaj še dotaknila glede malih pa srednjih podjetij pa našega gospodarstva. Vemo, da je naša vlada kar pomagala zdajle Novartisu in pa Revozu z dodatnimi 70 milijoni za investicije v Sloveniji. Oni so seveda imeli še več svojih lastnih sredstev. Odlično je, da imamo podjetja, sploh farmacevtska, ki dosegajo večjo dodano vrednost. Me pa skrbi tukaj druga zadeva. Če bodo pri nas proizvodne hale, vemo, da proizvodnih delavcev nam itak manjka. Poleg tega gre v farmaciji in pri teh naprednih panogah za robotizacijo proizvodnje in farmacija v tujini nima več ljudi v proizvodnji, ima praktično robote. Vse lepo in prav, ampak mi bi želeli obdržati menedžerje. Tiste, ki njihove plače ostanejo pri nas, njihovi davki ostanejo pri nas. In zdaj, če bomo imeli samo proizvodne hale, trenutno še imamo nekaj ljudi v proizvodnji, medtem ko uprave pa se bodo postavljali v tujino, nismo tukaj nič naredili. Zdaj bi bilo dobro, da bi razmislili tudi o strategiji, ker imamo veliko srednjih in malih podjetij, na tem naše gospodarstvo in naša država pač tudi temelji. Družinska podjetja, 100 do 200 zaposlenih, da bi bilo treba tudi njih bolj podpreti, da imajo oni možnosti priti do teh raznih sredstev na razpisih, da lahko oni dobijo pomoč države
tudi evropskih sredstev, da investirajo v stroje, v robotizacijo svoje proizvodnje, ker ti ljudje so tisti, ki bodo ostali pri nas. To so naši domačini, to niso multinacionalke. Tukaj v zadnji so ljudje z imenom in priimkom, tudi lastniki so tako, kot ste vi, gospod Lotrič, ki vam ni vseeno za svoje okolje, za vaše delavce, ne pa zgolj nek menedžer tam iz tujine, ki nadaljavo upravljajo, dobijo samo na tablicah zjutraj, kakšni so finančni podatki in to je to, ukinemo v proizvodnjo v Sloveniji, pristavimo v Bosno, damo na Kitajsko ali pa mogoče še kam drugam. Tako da, če hočemo imeti neko suvereno Slovenijo, še našo državo, bo potrebno misliti tudi na vse slovenske lastnike podjetij, jih spodbujati, ne pa demonizirati. No, pa te multinacionalke in pa recimo farmacija, to, kar ste zdaj omenili, te produkti imajo še en problem, ki ga praktično ne slišimo v teh slovenskih razpravah, niti ne zdaj, niti ne prej, to pa je izvoz, ne. Namreč vse tisto, kar je izvoženo, na to mi sploh ne dobimo DDV-ja, ne. Farmacija lahko da pač služi, ampak če gre to v tujino, to ni naš davek na dodano vrednost, ne. Bi tudi tu mogoče lahko karkoli naredili, kakšno obratno obdavčenje, čeprav zelo podpiramo izvoz, ampak vendarle DDV pa ni naš v tem primeru. Pa konec koncev se te tuje multinacionalke lahko tudi z transfernimi cenami praktično dobiček odpeljajo, kamor želijo, ne. Gospod Lotrič. Ja, to, kar ste povedala, ne verjamem, da je smiselno uvesti nek DDV, tudi če bi bilo dovoljeno, pa mislim, da tudi to ni, če govorimo o prostem pretoku blaga, storitev in kapitala. Jaz se ne bi odločil za tako razmišljanje, bi se pa odločil za razmišljanje, da je tukaj dobro poslovno okolje. Zakaj? Zato, ker bojo potem, tako kot ste rekla, pač podjetja se odločala, da določen kapital pustijo v Sloveniji za razvoj, za boljše plače, za tisto, kar pač mi potrebujemo kot državljani in seveda kot vsak zaposlen tam v tem podjetju. Jaz sem ponosen na to, da je Slovenija bila izbrana kot lokacija za te večje investicije z področja farmacije. Moramo pa tudi nekaj vedeti, sam sem tudi sodeloval, ker pač ali pa bi imel priložnost pravzaprav spremljati to zadevo in recimo vsi ti večji farmacevti so se odločili o naši lokaciji seveda pred to vlado, da ne bi zdaj kdo mislil, da ima ta vlada zasluge. I pa dam priznanje, da pa niso zavrli tega projekta. To pa res, da so dali potem naprej. Odločitve seveda so bile pa sprejete že pred začetkom te vlade. Ampak na to zgodbo gledam tako, vsi, ki tukaj so pripomogli, se jim lahko zahvalimo. Povedal sem, 30 milijard danes je iz tega pač v našemu GDP oziroma bruto domači bilanci, ampak kot ste omenila, tega mesa za socialno državo pa od tega pač ni, to se pa strinjam. Jaz bi skozi to poslovno okolje rad videl, da, kot sem prej rekel, obrtnice delajo na transparenten način, na pravi način. Jaz bi rad, da se pravi podjetniki ostanejo v Sloveniji v polni obliki. Namreč kaj se zdaj dogaja, tako da nek avtoprevoznik dela delo naprej v Sloveniji v obsegu, kot ga je delal, ampak hkrati je pa za 300 kamionov zgradil oddelek oziroma dislociral enoto na Hrvaškem. In to ni samo davčni pogled, to je pogled tudi zavarovalniški. Namreč zavarovanje enega kamiona ostane v Sloveniji 4.000 evrov, na Hrvaškem 1.500 evrov. In ko mi to pomnožimo, vidimo, da dober menedžer mora to zaščito podjetja in zaposlenih narediti, se pravi, da gre iz Slovenije. Na to poslovno okolje bi jaz rad videl, da se spremeni. In pri večjih podjetjih je zelo nevaren, ko začnejo seliti oddelke v tujino. In najbolj nevarno je, ko začnejo seliti nabavne oddelke. Takrat se dobaviteljska veriga podre. In mi danes gledamo Lidl, vse Mercator, Eurospin, ima že dvojno vodstvo. In večinoma tako pač je, večinoma se prestavljajo na Hrvaško in naši dobavitelji zgubijo tisto prednost, bližji oči, bližji srca. Se pravi, da tudi nekaj na to dobro poznavanje navad, kultur, se pravi tudi zato, da imamo domači izdelek na polici, nekaj pomeni. In pogledajte, da ne rečem potem kompletni IT sektor se je v prejšnjih 2 letih izselil iz Slovenije, pa ni samo to, da se je sektor izselil, problem, da so te ljudje šli z njim, naši strokovnjaki. Mi smo samo z enim trapastim zakonom, ki se mu reče čezmejno upravljanje storitev,
izgubili 15.000 delovnih mest v Sloveniji. To so ljudje, ki sicer delajo v Avstriji, Švici, Nemčiji, ampak so bili zavarovani tukaj v Sloveniji. Zdaj, pametne države se to odločajo, ker so dvignili tako enormno te stroške plač. Pametne države to naredijo skozi kompenzacijo dohodnine konec leta. No, naša država se to ni za to odločila, čeprav je gospodarstvo moledovalo, dajte to narediti, ne poglejte na Hrvaškem, sploh še nimajo tega zakona, ker se pač upirajo Evropi, no, se pravi, da se, če se hoče. Podjetja so preselila sedeže in kaj je zdaj pod črto? Spet 200 milijonov evrov manj denarja v proračunu vsako leto. V 4 letih, oziroma zdaj bo to 3, ker ni bilo v 3 letih, bomo 600 milijonov podarili sosednjim državam. In poglejte, tudi če bomo mi takoj zgradili dobro poslovno okolje, moramo vztrajati. Moramo vztrajati, da se ljudje, da se ljudje, gospodarstvo, podjetništvo navadi nazaj, da je to res eno okolje, ki bo zdržal. Zato mi je to všeč tudi ideja o davčnem sidru, kot je gospa Rifel prej omenila, namreč zato, da dobimo to zaupanje in odprto povabilo vsem, ki so bili kdaj v Sloveniji in še drugim. Zakaj? Mi moramo pridobiti čim več davkoplačevalcev, pa njih malo manj obdavčiti, ampak v državni blagajni se bo to vsem nam, zdravstvo, pokojnine, šolstvo, vsem se bo zelo, stanje poboljšalo. No. Torej, zdaj slišali smo že nekajkrat tole Hrvaško, ne? Ali je kakšna država, ki bi jo vzeli za zgled? Lahko naredite te primerjave, zdaj v Hrvaški veliko slišimo, ampak recimo imamo kakšne podatke, tam je davek tak, pri nas tak, ali pa konec koncev Avstrija, Italija. Jaz zdaj na pamet težko nimam teh podatkov, ne? Ampak če samo primerjamo pač kot gospodarsko okolje, jaz sem delala kot vodja direktorica financ v Alpini, potem ko so jo kupili Čehi, in so bili zelo presenečeni, ko so prišli v podjetje, ko so se soočili s kakšne imamo pač pri nas obdavčitve. Vemo, da je Češka zelo hitro napreduje, imela je nižji štartni položaj ob osamosvojitvi od nas, prav tako Poljska, Slovaška, vse te višegrajske države nas pač prehitevajo. Vemo, da imajo skozi desno-sredinske vlade, sploh na Poljskem imajo samo, očitno je bila lustracija oziroma socializem, ki so ga imeli v času Sovjetske zveze tako močan, da praktično leve stranke tam niso zaživele in imajo samo desne ali pa še malo bolj desne stranke, kot mi pravijo Poljaki. In to pomeni, da so vseeno uspeli ustvariti okolje, ki privablja tuje investicije. Vemo, da imajo drugačne obdavčitve, je pa tudi res, sicer naši potem primerjajo, pa pravijo pa pokojnine, pa pravice delavcev drugačne. Res je, da malica se jim ne šteje v delovni čas, da so mogoče še malce nižje pokojnine, ampak glede na to, kakšno imajo pa gospodarsko rast, kakšno imajo vedno več tujcev, ki prihaja, investira, tam se selijo tudi, vem, da naši ljudje, izobraženi ljudje delajo za češke firme, poljske firme, da pač denar tam ostaja in nas pač prehitevajo. Zato pa pravim, da kakor je ta vlada sprejemala te, bi rekla, parcialne ukrepe, kot je božičnica, brez da se razmisli, ali pa minimalna plača, da se dvigne, namesto da bi se splošno olajšalo, ker tukaj tudi gospodarstvo da nek zagon, brez da pregleda, kaj imajo te države, ki so v naši okolici, nam s tem zmanjšuje konkurenčno prednost in pač in beg možganov, beg podjetij, manj denarja pri nas in zdaj ne vem, od kje še lahko jemljajo, samo od plač in tistih manjših plač in to se bo pač, nimamo demografije dovolj močne, da bi se pač to nabralo dovolj za pokojnine. Že zdaj doplačujemo 1,6 milijarde, se mi zdi, iz proračuna v pokojninsko blagajno in pač postaja to nevzdržno. Mislim, da bi se lahko sklicevali. Ja, po Čehih moram povedati, da ko je direktor dobil prvo plačo, pa sem jih opozorila, kakšne so pri nas obdavčitve. Vemo tudi, da je imel seveda stanovanje službeno, avto službeni, imamo še bonitete, ki so se na to gor naračunale. Je prišel 2krat vprašati, če to prav vidi, ne? Če smo to prav zračunali. Na nekih mislim, da je 10.000 prišlo in z vsemi temi bruto, z vsemi temi bonitetami in obdavčitvami stroški je dobil manj kot 4.000 evrov izplačanega. Tako da so zelo hitro začeli razmišljati, tudi proizvodnja se je zdaj tudi ukinila, naredili so takoj češko Alpino z upravo tam in
To je pač to, kar izgubljamo. Mislim, na generalno na področju. Mislim, da imamo trenutno tudi slabše od Romunije, da imamo najslabše pogoje za gospodarstvo. Ja, 60% v osnovi nam vzamejo. No. Tako nekje čez palec. Koliko nam vzamejo? 60%. To je zelo veliko. Če to kakšen tujec sliši, ga zadane kapne. Ampak dobro, gospod Lotrič, vi kot predsednik Državnega sveta ste, mislim, da pred 3 leti imeli en zelo zanimiv posvet o prometu. Torej, promet je tudi tema, ki je zdaj v tej predvoljivni kampanji ne slišimo. To je kar zginilo, ne? To se pravi, kako bi vi rešili to zagato s prometom? Sigurno ne s temi loparčki, kar se je šel tale dr. Robert Golob pred prejšnjimi volitvami, zdaj je dvignil samo loparček pri tem vlaku, ki je zapeljal skozi drugi tir, ne? Zdaj loparček se že malce umika, ampak dobro, vseeno te prometne zagate, sami ste prej omenili, koliko časa se vozite, pravzaprav ste tam pri Škofji Loki, pa ne pridete v Ljubljano, ne. Cela Slovenija je tako v bistvu majhna, ne. Kako bi vi to rešili? Kaj je takrat pokazal ta posvet? Torej, mi moramo tako kot cestni razvijati tudi železniški promet. Da ne rečem pomorski, ki tudi mrtev, pravzaprav nimamo niti ene ladje. Ampak ne postaje, ne? Ne železniške postaje. Ne, poglejte, mogoče za začetek podatek, da mi v tem mandatu nismo dobili neke večje pretočnosti na cestah in pa povezovalnih cest, ki bi razbremenile dejansko naše ceste. Mi moramo začeti graditi 3. ali pa 6 pasovnico okrog Ljubljane. Zakaj? Čez kakšno leto, 2, 3 bomo, ne vem kakšen točen rok, oziroma 3 leta bomo dobili dodatno predorsko cev skozi Karavanke in takrat bo šele stekel poln promet. In takrat, ko bo stekel poln promet, bomo šele padli, takrat verjetno nepripravljeni, če ne bomo ukrepali v to, da se nam bo, bom rekel, voznica okrog Ljubljane ustavila. Na to je treba danes računati. Hitre železnice, Maribor, Ljubljana je potrebno zgraditi. Če samo povemo, ja, koliko denarja za to, mislim, da ne sem že danes omenil, vendarle 2 milijardi kredita v lanskem letu, 1,5 milijarde več pobranega denarja za davke in prispevke. To pomeni zadost denarja, teh 3,5 milijarde, da bi zgradili hitro železnico Ljubljana-Maribor. Samo zato občutek, da to ni neka številka denarja, ki jo ne bi mogli zgraditi. Ne. Če bomo za to in moramo to narediti, to povezavo na železnice hitro spraviti, zato da pridemo znotraj 1 ure iz Maribora v Ljubljano in seveda potem naprej do Kopra. Ne bi zdaj za vsak odsek posebej, pa je tukaj Kamnik, pa so še ostale proge proti Naklem iz Ljubljane, Kranj, Naklo, ki že poteka. To umeščanje oziroma ta postopek gre izjemno počasi, ne. To je prva zadeva. Se pravi, moramo povečati in podaljšati te regionalne ceste, da bodo zagotovile dodatno pretočnost. Tukaj govorim seveda o 3. osi, 3. se pravi na Koroškem, potem 3A proti Beli krajini in pa proti Kočevju, to je južna in 3A os. Torej, graditi naprej oziroma vse projekte peljati za 4. razvojno os, da Posočje približamo Ljubljani skozi Škofjo Loko, tako omogočimo tudi krak preko Vodic, da se priključi. Zato je to potrebno narediti 6 pasov okrog Ljubljane, oziroma 1 več, kot je zdaj na obeh straneh. Kaj naj še tukaj rečem, to, da je potrebno spraviti na vlake, je treba spraviti bistveno več tovora. Logistika je ena izmed naših prioritet v prihodnosti, če govorimo o gospodarskih sektorjih. Recimo, mi nimamo dovolj prostora v Kopru, pa nesmiselno je, da imamo dol neke grozna skladišča, ker je pač občutljivo področje. Mi bi lahko zgradili logistične centre povsod ob avtocesti, pač tam, kjer je primeren, ker vemo, da je to degradirano območje, to ni kmetijsko zemljišče, tako kot je proti Gradcu, če se peljemo. In tukaj to, bom rekel, intermodalno, karkoli logistični centri, ki bi se zgradili, to je samo to, da odpeljemo mi celoten kontejner, recimo na eno lokacijo, se razdeli potem po naročnikih, najprej Slovenija, po drugih državah, in da naredimo te centre za, bom rekel, ne samo zato, da se tovornjaki ustavijo in prenočijo, ampak zato, da se tam tovornjake oskrbi, da tam tovornjaki lahko se, registrirajo, vse dodatne servisne storitve,
ki recimo vsaj na Kitajskem so nam tako povedali, da železnica sama po sebi recimo prinaša 30%, 70% pa prinaša vsa usporedna ta servisna dejavnost. Mi moramo pač te dobre prakse iz drugih držav prenesti tukaj sem v Slovenijo. Zagotovo je pa treba resnično prenehati z nekimi projekti, ki nič drugega ne prinesejo kot stroške, to so postaje, ki ste jih omenili, ampak mi moramo začeti gledati na povezljivosti, na križiščih, ki bodo recimo ljudi pripeljale bliže centrom mest, da ne ustvarjajo prehoda skozi mesta, tipično je Kranj, ne. Ko zdaj smo videli, da je spet en pano, kaj bomo vse naredili v naslednji vladi ali kakorkoli. Skratka, kar niso uspeli narediti, moram reči, da v prejšnji vladi je prostorski plan je narejen. Samo lopato bi bilo treba zasaditi in delati, pa niso bili zmožni to narediti. Tako da na cestnem prometu, na železnici, to moramo pač... Jaz bi mogoče tukaj sam nekaj dodala. Ravno zaradi, nima smisla govoriti vsem, kaj je treba narediti, če ne bomo uredili umeščanja v prostor. Vemo, da je ta vlada tudi sprejela neke dopolnitve zakona, določene uredbe v skladu z nekimi evropskimi direktivami, ampak sedaj zakon oziroma ta zakonodaja je takšna, da je praktično nemogoče sploh priti do konca, da dobiš ti vsa gradbena dovoljenja oziroma da se lotimo takih velikih projektov, o katerih govori gospod Lotrič in ki so nujno potrebni. Naša stranka ima pripravljen tudi pač nov zakon, ker je to se ne da več popravljati. Treba je sprejeti nov zakon za umeščanje v prostor, da se vse skupaj poenostavi, da ne grejo soglasja da mora vsak sam investitor iskati soglasja pri 25 soglasodajalcih, ki se med sabo tudi nasprotujejo, tako da je to en tisti prvi pogoj, da bo sploh se lahko naš razvojni nek nov cikel v Sloveniji zagnal. To se pravi, zdaj pravite naša stranka, kakšen je zdaj ta seznam vsega tega, kar bo sprejeto, kar boste predlagali vi pa vaša trojček, vaša skupina, če recimo boste sodelovali v vladi. Mogoče nam naredite en pregled tega, kaj bo drugače, kaj boste takoj predlagali. Ja, jaz mislim, da smo zelo na isti valovni dolžini, kaj se tiče trojčka. Imamo enako filozofijo, kar se tiče gospodarstva, svobode gospodarske, tudi naših podjetij. Najprej je treba seveda škodljive zakone te vlade pač preklicati. Koliko jih je recimo? Ja. To bo nek omnibus. Omnibus po vzoru prejšnje vlade. Ja, po vzoru, to smo se naučili. Ja, no, na vsak način lahko štartamo najprej z zakoni, ki so ideološke narave. Zato, da damo ljudem možnost, da dihajo z obemi pljuči kril. Pa ne se gre tukaj za vrtce, šolstvo, za visoko šolstvo. Mi vemo, da praktično to je v parih letih lahko to vse, po teh zakonih se ukine, kje je potem kritično razmišljanje, kje je demografija. To najprej je treba, rekel, za to podstat ugotoviti. Potem je treba spremeniti zakone oziroma pravilnike, ki niso zakoni, ki jih lahko ministrstvo samo uredi. To so pa recimo premeščanje bremen. Ročno premeščanje bremen je zakon pri nas oziroma pravilnik, ki je obvezen, se sankcionira, vendar že če malo pa refriziram, že do malce bi lahko vsi nehali delati v proizvodni, da ne rečem v kliničnih centrih oziroma v zdravstvu, v socialnem skrbstvu, medicinske sestre in strežno osebje preloži toliko, da bi lahko, ne morajo več delati. In v obrti in podjetništvu pa sploh. To so določene, pravilniki. Naprej zakoni, je pa potrebno, kot smo rekli, dohodninsko lestvico spremeniti, zakon o dohodnini, absolutno en izmed prvih stvari, ki ga je treba spremeniti. Potem smo govorili za upokojence, dolgotrajno oskrbo je treba spremeniti na način 1% za obrtnike in kmete in 0% za upokojence. To je prva zadeva. Prevetriti celotno dolgotrajno oskrbo tako, da bodo imeli vsi ljudje možnost, ne danes samo teh 20,000, ki so v domu starostnikov, pač pa še ostali 630,000 ljudi, da bodo imeli nekaj od tega. Seveda bi lahko našteval naprej, ampak so 36 vetov smo v državnem svetu vložili, 16 ustavnih presoj zahtev državnega sveta. Približno samo pokažem, kaj to pomeni, koliko zakonov bomo morali popraviti. Torej, to premeščanje bremen, to je bilo v sklopu tistih norosti s štempljanjem delovnega časa, če se prav spomnimo. Dobro, še eno vprašanje je, nepremičninski davek da ali ne? Ne. Oboje ne.
Tako je, ne. Mislim, da je, pogledajte, nepremičninski davek je nič drugega kot nacionalizacija zgrajenega, kar so ljudje, Slovenke in Slovenci, naredili v preteklosti. Moramo povedati, da so v glavnem 99% ljudje so delali to svojim rokami, z denarjem, na katerega so plačali vse davke, so kupili opeko material z davkom in ugradili. Torej, s kakšno pravico bi mi imeli danes posegati? Pri temu, da obstajata dva davka na nepremičnine že, to je NUSZ, ki ga vsi plačujemo in podjetja, in še davek na večja stanovanja, davek na nepremičnine. Na premoženje. Ampak je pa tako, da se noben od obstoječih davkov, zakonov se pa ne sprovaja, ne? Ker je spet eden naš, eden ni naš. Najprej naredimo dobre evidence in na obstoječih NUSZ pač narediti enake pogoje za vse državljane. Jaz bi tukaj sam nekaj dodala. Mogoče še pri nepremičninskem davku tudi vprašanje pravičnosti cenitev. Če pogledamo po Gursu, vemo, da so mediji veliko pisali o cenitvi ruske dače. Vemo, da so dobili za obnovo ruske dače 200 000 evrov. Cela stavba je ocenjena investicijsko na 2 milijona evrov. Na koncu je pa po Gursu ocenjena na 142 000 evrov in na to bi se predsednici države odmeril davek. Vemo pa, da na podeželju dosti manjše hiše so dosti bolj obdavčene. Tukaj bi nastradali predvsem kmetje, majhni obrtniki, ki imajo še kaj zraven. Res so varčevali celo življenje, da so prišli do teh nepremičnin. Drugi ljudje so pač mogoče rajši v neprofitnih stanovanjih po Ljubljani, tako kot je tale od Levice povedal zadnjič na televiziji, da zdaj bo pa lahko več potoval, ker je dobil pač neprofitno stanovanje v Ljubljani, tako da mislimo, da bi tukaj žal verjetno res nimamo pravne države, da bi lahko zaupali našim inštitucijam, da so naše hiše ocenili pravično. Ne more biti hiša v Ljubljani na takšni lokaciji pod takšno ceno v primerjavi z ostalimi, tako da absolutno ne. Torej, nasvet pred volitvami? Volite desno. Zagotovo razvojna desnosredinska vlada je tista, ki bo dala ljudem možnosti, da dobro živijo, da lahko dobro delajo, da lahko dobro zaslužijo v Sloveniji in da jim je za cilj, da je življenje vrednota, spodbujamo kulturo življenja in verjamem, da vsi, ki se boste odpravili 22. na volitve, jaz vas pozivam vse, da res greste, da povabite tudi svoje svojce, svoje sosede, da se s prijatelji odpravite, da mogoče komu pomagate, ki ne zmore sam, je predaleč, ga odpeljete na volišča. Skratka, poziv za to, da se organiziramo. Zdaj je pravi čas, imamo še en teden časa, vzemite si in pejte v nedeljo na redne volitve, vidimo kar nekaj. Tudi sam sem izrazil pomislekov in dvomov v to skupno volišče predčasno, že pri sami oddaji na DVK-ju, ko je NSI, SLS in Fokus, ko smo oddajali to našo skupno vlogo, sem opozoril na skepso oziroma na možnost zlorabe pri predčasnem glasovanju. Zato ne glede na to, če imate le čas, pojdite v nedeljo, odločite se po svoji vesti, verjamem pa, da sva z gospod Rifl povedala, na kakšen način predlagamo volivcem, da se odločijo. Dobro, gospa Polona Rifl, gospod Marko Lotrič, najlepša hvala. Hvala tudi vam. Hvala. In hvala za pozornost. Nasvidenje.